Posvojijo me kvart, odgojijo me je kvart. Po svim zgradama poznamo svaki kat. Ja sam prava kica, ke radi ko birokrat. Da ima zato prvi bi imao certifikat. Nova epizoda testure pomeni nov bike in tokrat testiram Rocky Mountain Slayer, ki ga je preskrbel Lucas Bikes iz Stote Štajerske, ki je by the way konc lanskega leta tudi ratal uvoznik za Slovenijo. Predno pa zajadramo v testuro, gremo pa mačkan čez zgodovino. Rocky Mountain je ena od teh svetih znamk v gorskem kolesarstvu, ki že od leta 81 pomaga oblikovati ta šport, še zlasti v freeride svetu. Wade Simmons, Thomas Vanderham, Brad Tippy, Richie Schley, Tarek Rasuli, Zlatko Sofrič, vse to so legende, ki so pomagale premikati meje mogočega in to so delale na Rocky Mountain kolesih. Pa by the way, meni imajo že URL čist hud in sicer bikes.com in že sam to pove, da so bili res eni tistih prvih v začetkih interneta, ki so registrirali to domeno. Slayer je sestavni del Rockijeve ponudbe že od leta 2001, valjda se je v tem mestnem času kar konkretno spremenil, tako po hodu kot po izgledu, geometriji, valjda tudi po vpetju amortizerja. Tole je zadnja verzija, ki je luč sveta ugledala leta 2023. Bomo skočili pogledati, kaj dogaja pri tem modelu. Še preden gremo pa v to, naj pa povem, da je ta bike last pohorskega mogotca Luke Rakuše, ki si je v bistvu ta bike zložil čisto po svoje. Se pravi, vzel je okvir, vsa ostala oprema je po njegovi izbiri, tako da samo toliko, da boste vedeli, ko bom predstavljal bike, da tega seta pa ni v Rockijevi ponudbi, verjamem pa, da Lucas Bikes uresniči vsako vašo željo. Zdaj pa gremo pogledati, kaj dogaja pri Slayerju. Torej, novi Slayer ima 180 mm hoda zadaj in 180 mm hoda spredi, ne glede na konfiguracijo velikosti koles. Furaš ga lahko čist v 29-colskem načinu ali pa v mullet izvedbi, se pravi 29 col spredi, 27,5 zadaj. Imajo pa tudi eno tako posebno izdajo in sicer Park edicijo, ki ponuja spredi 200 mm hoda na dvomostovni vilci. Okvir je tako v aluminij varianta kot v karbonu, tale je valjda karbon, velikosti pa so S, M, L in XL in by the way, mislim, da small pa medium prijeta v mallet načinu že serijsko, L pa XL pa v 29-colski izvedbi, vse pa lahko spremeniš s temle flip chipom od zadaj, ki reguliraš potem to medosno razdaljo, kakšen vilsek boš upel vzati. Kabli so lično speljani v notranjost okvirja, ker je to lepo. Ima pa okvir tudi zelo lepo zunanjo zaščito in sicer cela tale spodnja stran je odeta v gumo, se pravi za kakšne skale ali pa v primeru kakšnega šatlanja okvir bo zaščiten, lepo odeta in tiha je pa tudi tale nihajka, torej chainstay, ki lepo oblaži udarce od ketne. Kot večina modernih proizvajalcev ima tudi tale okvir takle integriran predalček za drobnarije, ki mu rečejo penalty box. Pretrjen je nekako z magnetom, tako da pri meni še ni padel dol in očitno drži. Noter se skrivata pa dve vrečki, ena malo manjša za drobnarije pa kakšen multitool, ena pa malo večja, ki sprejme zračnico in pa kakšno mini pumpo. Je pa tale integriran predalček na voljo samo pri karbonskih okvirjih, aluminij izvedba tega nima. Okvir bo valjda rešil tudi tiste težejne in sicer lahko namontirate najgršo stvar na svetu in to je tale nosilc bidona, ki sprejme tudi bidon, da boste primerno hidrirani in pa Rocky Mountain ponuja na okvir 5-letno garancijo, ki pa lahko se tudi prenese na drugega lastnika, kar je pa kar amazing. Kaj pa vzmetenje? Slayer uporablja Rockijevo platformo vzmetenja imenovano Smoothling, za katero pravijo, da zagotavlja učinkovito pedaliranje v širokem razponu prstav, hkrati pa naj bi zelo dobro sledila terenu. V primerjavi s prejšnjim modelom so tukaj dejansko zmanjšali progresivnost, tako da je majčkeno bolj linearen. To so nekako naredili zato, da diha skozi celoten hod, še vedno pa ne bi vplivali pri končnem zabijanju amortizerja. To nekako potrdi dejstvo, da so vsi modeli opremljeni s coil shockom, se pravi amortizerjem za vzmet, tako da tok linearen spet ne more biti. Imaš pa kar nekaj nastavitev, s katerimi se lahko igraš. Tukaj v linku se skriva ploščica imenovana Ride 4, se pravi ponuja 4 različne pozicije amortizerja in vse to lahko sam upravljaš z 2 imbusoma in vsaka od teh pozicij malo vpliva na delovanje amortizerja in pa na geometrijo kolesa. Kot sem že na začetku povedal, si ga je Lucas zložil čist po svoje. Definitivno na tem buildu ni šparil, Fox Factory 38, Fox DHX Factory, Hope Fortus wheel seti na ta novih Hope Pro 5 pestah, Hope zavore na Hope rotorjih, SRAM GX Access elektronska prestavna grupa, Raceface ostale zadeve in pa One Up sedežna opora, pa valjda Conti gume, tako da
To je načeloma to, zdaj pa gremo gas v hosto. Opet vroče kmic, žugi koke gledam utakmicu, kljucem kmic. Žugi upuca kmice, ti čuti jak nisi zica kmica, znaš ti vrijeme i mjesto kao kuhalic. Vožnja na backseatu, isfurao sam neke tice, svi me mrze kao krisa, nepotrebno je isticati, nemoj mi bit micat, ne diraj mi kicu mic. Kako si vidla da mi je otkopčan šlic, mico mic, želim možda pošmrkat te cice mic. Mogu doć frendice i ti, u sobi uvijek isto, neki je bit pića, izbacim neki mić, al ne mi niš pričat, ne pušim iz priče, zemi si pis, riz, leteraj u 3 pizde, jedna je banda 300, ti nisi kulturan, žuge bi mogo potivljat, jebem ti mater iz milja, mi igramo igru ko zinga. Evo, dan tone k koncu in čas je za zaključen epilog. Kaj ne rečem, jaz sem si za Furale izbral Pohorje in sicer Flowline Trail in pa Fury Trail. Flowline ste že videli, ker sem naredil testuro, če še nisi, si lahko pogledaš na mojem kanalu VBAG. Fury Trail je pa taka, bom rekel, legalizirana ilegala včasih je bila in moram reči, da gre za zelo strm trail, zavit, dober trail, ki ga by the way tudi podpira Lucas Bikes, tako da kapo dol, da podpiraš gradnjo in razvoj, bom rekel, kolesarjenja na Pohorju. Preden začnem naprej opisati občutke, naj povem še to, da je ta bike pripada torej mariborskemu mogocu Luki Rakoši, ki je kar krepko višji kot jaz. Jaz bi pri svojih 184 cm zagotovo zbral largea in pa ker je tudi težji kot jaz, ima posledično valjda tudi tako malo bolj zajebano zadnjo zmet, jaz bi imel zihar malo mehkejšo. Sprednja vilica je bila pa dobro napumpana, ampak ja, za čist proper test bi mogel imeti largea pa mehkejši zadnji, ampak jaz mislim, da na Pohorju to ni bilo težav. Zdaj pa gremo v anale tega bajka in sicer pleza, dajmo reči, kar zadovoljivo, ne bom rekel, da je nek presežek, ampak ta bajk niti ni bil dizajniran za kaj takega. Prebleza šlo, hvalda posod, ti pa vzame mačkam več napora kot kakšen drug bajk. Na amortizerju s segom na mojo težo bi zihar uporabil gum za zaklep amortizerja. Ko pa se teren prevesi na dol, tam pa ta bajk zablesti, lahko rečemo, da je to res proper hard enduro freeride stroj, ki v bistvu požre vse, kar mu pride pod kolesa. Ker je tale bike XL, pomeni tudi dolgo medostno razdaljo in sicer 131,5 cm, če smo egzaktni. To pomeni, da je bil zelo stabilen pri high speedu, se pravi pri visokih hitrostih, sem ga mogel pa malo nasiliti v razne zaprte ovinke, pa da sem ga spravil na zadnjo gumo, sem mogel kar prijeti bika za roge. Kar se tiče pa skokov, zelo predvidljiv, ful stabilen, kamor ga daš, tja pa gre, tako da res varen bike, pa res stroj za bike parke, pa bom rekel take hard traile. Skratka, bike je specifičen. Če si nekdo, ki se redno udeležuje bike parkov, ti ga priporočam. Če pa si na uni strani modelov, ki radi furajo neke položne traile, pa po možnosti še poudarek imajo na brcanju navzgor, bi pa mogoče rekel, da pogledate za kakšnim altitudom ali pa celo instinktom. To je zaenkrat to. Jaz upam, da ste v epizodi uživali in da sem vam predstavil slerja, kakor se zagre. Ful hvala Denis Janežič, ki si vzel cajt, pa me šel snemat gor na Pohorje in pa seveda hvala Lucas Bikes, ki si priskrbel in mi omogočil tale test. Komentiraj, lajki, šeri, subscribi in pa valjda podpri mogoče moje delo z nakupom kakšnega merča, nogavic, majic, puloverjev, vse na moji spletni strani v-bag.si. To je to, se vidimo v naslednji epizodi. Čau!